Hej, hej, drage moje lepotice, dobrodošli na kanalu Evina lepotilnica, kjer bomo danes skupaj pogledali 20 epskih modnih failov. V bistvu sem v preteklosti tak video že snemala, mislim, da 2 taka. Super so bili gledani ti videi, super sprejeti, tudi tako, če smo se kdaj videli polki zunaj, ste rekli, Eva, kdaj bo spet ta video, ful so dobri. Tako da glede na to, da se je začela jesen, polno nekih novih modnih trendov je zunaj, zelo veliko nekih modnih revij, sem rekla, evo, odličen timing, da se usedemo in vse to pokomentiramo malo za nazaj in tudi za naprej vse te torej trende. Tako da sem zbrskala nekako 20 najbolj bizarnih in če te zanima, kateri to so, pa glej naprej. Pa začnimo z Bonnie Kiksom številka 1 in sicer a se strinjate, da imajo otroci zelo radi živali. Radi jih gledajo, radi imajo neke igračke, radi imajo tudi na oblačilih neke potiske teh živali. Zdi se mi, da so zelo navdušeni nad raznimi kužki, muckami, medvedi in tudi pandami, pa se dajmo mi malo ustaviti pri pandah. Zdaj, a si predstavljate, da bi vaš otrok, sin, hčerka, nečak bil ljubitelj pande in bi v trgovini zagledali ta pulover. Pa dajmo pogledati ta pulover od blizu, kaj te dva, recimo panda in pando, počneta. Mislim, halo, kdo je to kadarkoli spustil na tržišče? Predstavljaj si, da 3-letnik pride v vrtec in da nos tak pulover. Mislim, po moje bi vzgojiteljica klicala z prve socialno. Bonnie Kik številka 2. Evo, tukaj imamo skupino deklet, ki se pripravlja na maraton oziroma ga je že odtekla. In kot videli so tako zelo enotno oblečena v ta neon zelena oblačila. In dajmo se ustaviti malo pri telem njihovem logotu Friends, sicer piše nad logotom. Ampak če pogledaš, tale del zgleda, kot da bi imele 2 take majhne sladke jožkice narisane, ampak dejansko, če pogledaš od blizu, vidiš, da so to taka iztegnjena 2 človečka, ki se, ne vem, zabavata, držita skratka roke v zrak in tole, ki izgleda kot nek nipel, pa je dejansko glava od teh 2 človečkov. Jaz ne vem, ali je to namerno ali nenamerno, ampak dejstvo je, da jim je definitivno uspel zmotiti njihove nasprotnike. Smejo se, ker vem, kaj sledi. Gremo naprej. Tukaj imamo eno prav posebno jopco oziroma šal od znamke Fendi. Fendi je v bistvu zelo znana modna znamka in praktično vse, kar dajo, če so to gate, če so to štumfi, je drago. In tole je v bistvu kot neka jopca / šal, niti sama ne vem, kam bi uvrstila, ker je tako, oziroma mogoče tudi nek pončo, no? Ampak dajmo pogledati. Tole je, drage moje, nek šal oziroma neka jopca, ki zelo spominja na kaj? Ženski spolni organ, če pogledaš tale roza, nežno roza barva in tak ni na ključe, potem tale mucka in nasploh to blago, kako je zloženo, da ja, očitno dajo vedeti, kam so s tem ciljali. In bizarna pa je tukaj ne sam celoten produkt, ampak cena tega izdelka. Tole, drage moje, stane neverjetnih $990. Jaz ne vem, a se je človek, ki je delal tele škorne hecu, ali je pač resno mislil, da bo to kdo nosil, ampak dejansko je izdelal tele rjave škorne v obliki camel toe, ne, kamelje sicer nogice, ki pa je tudi zelo znano ime, se veste, za Pa imamo pa tukaj ene bele Nike Superge, sama oblika še ok, nič ne rečem, čist v bistvu sprejemljiva, bi nosila, ne bi pa teh čevljev definitivno kupila. Zakaj? Stane $150, ampak če pogledaš ta sredinski spodnji del na podplatu, ki je namerno obarvan rjave barve, to ni umazan, to je dejansko tak čevelj že v osnovi. In je v bistvu pobarvan, poflekan z neko tako rjavo barvo, da zgleda, kar si ravno kar stopil oziroma nagazil na nek pasji konjski drek. Ne moram verjeti, da se je nekomu to zdela dobra ideja, ker ni lažje, da greš po neke obične bele Superge, jih omažeš z blatom in imaš dejansko isti produkt. Pa imamo pa tukaj še eno obutev in to so teli, niti ne vem, kako bi jim rekla, so to japanke, so to natikači, so to neki na pol odprti škorni. In moja prva asociacija je, evo, super, so končno naredili tudi poletno obutev za kavbojce, ker če si spregledala bistven del, imajo tukaj le pri gležnju in vse gor do kolena v bistvu ta kavbojski škoren. Dejansko spodnji del pa je odprt kot za neke japanke, tako da evo, kavbojci so dobili svojo obutev. Čaki, ne razumem. Peta? Teh 5 so pete.
Letos poleti so se pojavile tudi ene prav zanimive enodelne kopalke, v bistvu z takim otroškim motivom. Samo sporočilo pa jaz ne vem, če je prav otroško. Dajmo pogledati. V bistvu gre za enodelne take zelene kopalke z motivom levčka in dejansko nimam besed, levček pa tudi ne. Jaz mislim, da bi se kar veliko moških strinjali, da je dobro moško srajco kar precej težko dobiti, ne? Da ti dobro stoji, da je dobro telirana. In pa, ko jo dobiš, pa obstaja še ena druga nevarnost. Moški so sploh znani, da radi hitro kaj preveč spijejo, a ne? In se posledično ta njihova majica zelo hitro kaj raztrga ali pa umaže, a ne? In zato si je neko podjetje, ki izdeluje srajce, domislili eno očitno za njih genialno idejo in ustvarjali tole moško srajco, ki je že v osnovi, kot da bi bila polita, da ne rečem, da ne izgleda, kot da bi bila polulana, ker ima v bistvu po celi srajci take rumene fleke. Tako da, evo, moški, dragi moški, rešitev za vse tiste, ki se na vseh žurkah umažete. Jaz bom v dobri veri verjela, da so bile tele otroške kopalke narejene nekako z najboljšim možnim namenom in sicer da otrok ne potone v vodi, ampak a se sam meni zdi, ali tele otroške kopalke neposrečeno spominjajo kot na nek telovnik za bombo. Pa imamo pa tukaj en izdelek od moža slavne Kim Kardashian in sicer Kanye. On pod blagovno znamko Yeezy v bistvu izdeluje razna oblačila, tudi obutev, a ne? In tukaj imamo en pulover, ki je v bistvu deluje, kot da te nek pes raztrgal. In ne boš verjela, tale pulover v originalu stane $1800, drage moje. Ok, pustimo tudi, da je zdaj znižam, pa stane $999, kar je še vedno bizarno in jaz ne vem, kdo to kup, ampak mislim, a ni lažji iti res v H&M po tak bež ali kakšna je to barva pulover, ga dati tam za 5 minut, da se tvoj pes z njim igra in potem ga preprosto oblečeš, ker €1000, halo! Why? Just why? Na tej majici piše Taco Tuesday, ampak na sliki je pa pica. Tole pa mislim, da ni bila najboljša ideja, da so na navadno belo obleko v ta spodnji del dali rdečo rjave rože, ka bi dali saj roza. Mislim, da se iz tega primera lahko vse nekaj naučimo in sicer, da nikoli ne nositi majčke z biseri oziroma perlicami in potem dati čez neko uprijeto jopco oziroma pulover. Come on. Pa imamo pa tukaj še eno zelo zanimivo majico in sicer majica, na kateri so hlače in potem ne, da bi on oblekel vsaj neke druge hlače, črne, karkoli drugega, kot točno take džinsike v tej barvi. Sigurno ste bili kdaj pri zobarju, ko sem vam dala v usta tisto ogromno neko plastično zadevo, da ti v bistvu usta v celoti odpre, da zobarca potem vidi vse tvoje zobe in dejansko se počutiš, ko da imaš nek nagobčik. No, ne boste verjeli, da si je neka znamka umislila, da je pa to odenkrat zelo trendno in na modno revijo poslali manekene in mu dali v usta točno ta nekak zobarski, kaj bi rekla, sploh pripomoček aparat. Pa ne sam to, ne da sam ekstra smešen zgleda, koliko je mogel biti revežu neroden, da je to nosil pred tako množico ljudi, pa nasploh se mi zdi celoten outfit ena taka pojava. Ja, pa dej, pa kamu ni jasen. A si predstavljaš, da gre zjutraj ali pa popoldne sprehajati svojega kužka in da se takole oblečeš? Jaz ne vem, iz kje se je ta slika vzela, ampak ne vem, zakaj se mi dozdeva, da nekje iz New Yorka. Jaz ne vem, a je še kakšna taka med nami, ampak jaz obožujem pokajanje tistih plastičnih balončkov. A veš, ko kupiš kakšno novo pohištvo in pol zraven dobiš tisto pokajočo stvar, ki bi jaz lahko pokala 3 ure skupaj. No, in očitno nisem samo jaz takšna, na svetu obstaja taka obleka, oj, pok, jaz to rabim. Si predstavljaš, čakaš avtobus ali pa čakaš vlak in potem lepo si krajšaš čas s pokanjem teh balončkov. Carsko, jaz to rabim. In kot zadnjo 20. pa odpiram eno debato in sicer, a se spomnite ene obleke, o kateri je praktično govoril cel svet. Vsi so se spraševali, kakšne barve ta obleka je v resnici. To je tale, verjetno ti je zdaj postala znana. In
Evo se mi zdi, da paše v tale video, tako da bom jaz spet mal zaznala oziroma zagnala, kaj govorim, to debato, da se razpišete, da komentirate, kako to obleko vidite ve. Bom najprej svoje mnenje povedala jaz, pa ste pa vabljene, da spodaj v komentar zapišete, kako vaše oči vidijo to obleko, kakšne barve. Tako da, če gledam to levo stran te obleke, bi jaz rekla, da je dejansko zlate barve. Jaz jo vidim, kot da je sicer zlato svetlo modra, ampak verjamem, da če jo daš na svetlobo, je ta obleka potem zlato-bele barve. Zdaj pa povejte še vi, kako vidite, ker prihaja do ful različnih mnenj in trenj, tako da ne moram verjeti, kaj naredi ena ta obleka, pa da vidim, če lepotice v Evini lepotilnici razmišljamo podobno. Tako da se veselim odgovorov. Hkrati zapiš tudi, kater tale modni kosti je bil najbolj bizaren in ja, to je to. Hvala za tvoj ogled. Ne se pozabi naročiti na moj kanal, stisni ta rdeč kvadratek, naroči se in mi sledi tudi na Instagramu, Evina lepotilnica je moje ime, tako da bomo ves čas povezane. Hvala za tvojo pozornost in do naslednjič. Čau, čau!